Če vam po pravici povem, srce mi tako tolče, da mi bo ven skočil. Ljudje, a je to mogoče? Sneg je začel padati, oziroma zmrznjen dež. Evo, ljudje, osvojen nov 2000-ak. Lep kraj tole, lep. Če bi še sonce sijal, bi bilo tu še 1000-krat lepš, ne? Če pa, ja, evo, Molička planina, ura pa pol, Kocbekov dom na Korošici, ne vem, jaz grem pa tole Mala Ojstrica. Upajmo, da se razjasni, da bo sonček, če nimam sreče v ljubezni, dajmo reči, da bi jo vsaj prevremeno imel. Ja, malo sem se zgubil, ne, tako da zdaj treba pa čez takole hoditi. Če bi jaz tu za očeta kosil, ne, veste, kaj bi oče rekel? Da sem tu zanalašč naredil, zato da ni treba kositi. No, takole izgleda pod odzunaj, ne. Pa veste, kaj je tukaj najbolj fora? Ki je ful topla voda, ne. Dragi gledalci, jaz sem na planini Podvežak, se podpravljam na eno krajšo turico, takole med tednom, grem ravno v Topolšico, sem rekel, bom pa na poti še nekaj izkoristil, da na en hrib skočim. Glejte, moj cilj je Mala Ojstrica. Tle piše Ojstrica čez Malo Ojstrico. Tale Molička planina je tudi zanimiva. Bom videl, ker grem tlele, v glavnem cilj je Mala Ojstrica, morda pa tudi kaj drugo, tako da bomo videli. Vreme, kar se vremena tiče, oblaki so ratali, prej sonček sijal, je bilo tako lepo, evo, zdaj pa oblaki, ampak upam, da bomo tu nad oblake prišli, tisto bo pa ful lepo, če bo to ratalo, bomo videli. Nič, zdaj pa kar pogumno naprej. No, bom kaj več, zakaj sem šel, pa vse to bom pa malo kasneje povedal. Po 10 minutah hoje, evo, se je takole odprlo, tukaj je pač neka koča zgleda, dole je sicer rampa, tako da ne moreš do gor, je pa kar lepa cesta. Je pa teli oblaki slabo zgledajo, če sem čisto iskren, tako da se malo bojim, da ne bo sonca, ne. Sonce na oni strani. Bomo videli, ne, če se gremo zaradi zdravja. Ampak bi bilo pa lepše, če bi sonce sijal, ne. Morda pa še bo, sej. Ne bom tu čisto takoj gor padal, ne. Bomo videli. Tole sem zdaj prišel do ene koče, piše planina Podvežak. Zgleda zaprto, niti ne vem, ali je to javna koča. Sicer prodajajo golaž z podento, pa štrudelj, pa domači sir. No, to je bilo kdaj drugič. Pot moja gre tle gor naprej. V glavnem, lep kraj tole, lep. Če bi še sonce sijal, bi bilo tu še 1000-krat lepš, ne? Če pa, ja, evo, Molička planina, ura pa pol, Kocbekov dom na Korošici, ne vem, jaz grem pa tole Mala Ojstrica. Ne velika, tole Ojstrica čez Malo Ojstrico. Evo, ja, čakajte, kje zdaj pot tu kaže? Aha, ja, se je. So markacije, gremo. Poglejte te lepe jesenske barve, pa lejte, šlište od odzadju, ljudje žagajo. Žagajo. Veste, da jaz spoštujem delavne ljudi in takole, ko slišim kaj tacga, ta prvi pomislim, Madona, eni morajo delati, jaz se pa po hribih vlečem. Verjemite, ljudje, če ne bi bilo takih delavnih ljudi, bi bili vsi lačni. Tako da, kdorkoli tamle dela,
vsaka častmo. Bomo mogli v tej državi bolj začeti spoštovati del. Ne pa, da si frajer, ki nič ne delaš, ko si na socialni, pa se pa še norca delaš, kako socialno dobivaš. Na socialnih omrežjih je tu kar nekaj ljudi v Sloveniji, ne? In meni gre to zelo na živce, ne? Moram pa priznati, da nimam jajce, da bi še komu to napisal, da bom napisal ti. Pej tu 3PM, zdrav, mlad si, pa se tlele še norca delaš, ko dobivaš socialno od našega denarja, ne? Saj tlele me zdaj ful ljudi shejtalo. Mogo bi se več upat reči, pa se ne upam, ne? Sem tudi jaz pičkica, ne? Tako da ljudje, tisti, ki delamo, bomo enkrat jasno mogli povedati, da ni prav, da eni delamo, eni pa svirate kurcu, bi rekli naši južni bratje. Boste rekli, tole ne paše sem, najbrž da res ne paše, ali pa paše, ne vem. V glavnem nič. Gremo dalje, da nam še kaj preveč povedal. No, zdaj se je pa malo odprlo. Poglejte to fantazijo. Wow, meni je to tako všeč. Čeprav ja, če bi sonček bil, ljudje, kaj bi to bilo še lepše. Jaz upam, da do gor, ko pridem, da bo sonce posijal, evo. Imam nekako upanje. Lejte, kakšen lep. A je to macesen, to zlato, po mojem, da je. Wow, vidite, kaj. Vidiš takele stvari, da so lepe, to je pol življenje. Lep, ne, vidite, jaz raj takole vidim, kakor pa enega Ferrarija ali pa Bugatija. Če vam po pravici povem, ljudje, jaz sploh ne vem, kako Bugatti izgleda. Res ne vem. Slišim, tu so vsi v teh Bugatijih pogovarjajo, jaz pa sploh ne vem, kako izgleda. Ga ne znam upisati niti 1%, če bi pred menoj bil, pa da ne vidim nikje, da piše Bugatti, pojma nimam. Ampak nič narobe, tisti, ki vas avtomobili zanimajo. Pač ljudje imamo različne hobije. Ene zanima avtomobili, ene kurbarija, mene pa potovanja, pa narava, pa te zadeve. Lejte, lejte, tle imamo pa tablo. Da vidimo, kam ki gre, tlele je vodotočnik. 40 minut, pojma nimam, kaj je bilo tudi tle. Molička planina, ura 15, ja, jaz tle proti Ojstrici grem, ja. Čak, tako pa še tle. So dve, planina, vodole, luče. Ja, to je pa tle nekaj. Lejte, pa sneg je. Sneg, lejte, kako to lepo vse skup. Neč gremo mi. Mogoče tamle unle hrib, gor mi je bil lep, prej še ni bil v megli, tako da. Ja, meni je ljudje tole fantastično. Kako je pa vam? Napišite v komentar. No ja, me je kar malo zmatralo, ne? Nisem buhve kaj kakšni kondiciji. Več bi smo gotole trenirati več. Zanimiv prehod. Pot v... Ne vem, ko piše. Planina, vodole, verjetno je tudi tam to pisalo. Korošica. Korošica mi je moj prijatelj Ciril Cimer, moj Cimer, ko smo šli v Oman, rekel, da mu je najlepša. Tako da nisem še bil, pa ne morem komentirati. Zdaj sem prišel do novega Kažipota. Lejte, jaz moram je tukaj proti Ojstrici, ne, čez malo Ojstrico. Lejte, je pa zakaj sem tudi izbral jaz ta pohod danes. Zato, ker lejte, hočem videti tole kapelo, Molička peč, ker to je neka kapelca, ja, ampak je lepa. Spodaj je pa še Kocbekovo zavetišče. Tako da tu sem si najbolj želel videti, zato sem tu izbral.
Ampak ne, jaz grem zdaj gor, da najprej vrh osvojim, pol nazaj grede, največ bom šel pa še tu pogledat. Ker to me pa res zanima. No. Tako da gremo kar nazaj, pa gor desno. Šele zdaj vidim gor, piše tudi Veliki vrh. To so pa s Tjašo bila 2 do 3 leta nazaj, ki je še sneg bil, pa ne velik. In so naj ljudje tako hejtali, da so šla neprimerno obuta, pa ne vem koga še vse. Sem članek napisal o tem, bom dal opis videa ga, tako da si ga poglejte. Res zanimivo, ne. Zanimivo. Glede obutve pa tega, mogoče pa potem gor še nekaj povem, tako da sem se tu pozanimal, da ne bo kdo pameten, da nisem primerno obut. Ko je to neka jama ali samo, ja ne, samo mečkam zgledana jama, drugač pot lepa. Smo že skoraj na 1000, no manjka, mečkam še manjka do 1900 metrov, ker jaz to vse na uri preverim, 1861. Sploh nimam čutka, da sem tukaj visok. Res ne. No, pot pa čudovita. Res čudovita. Enostavno, ali tule zdaj, kaj tle vidite, ne. Tule najbrž najtežji del, ne. Tako da fino so. Evo, dragi gledalci, zdaj se pa mečkam se tamle svet. Prej je bilo že tudi tukaj malo svetlo, pa sem rekel, še malo počakal, bo boljš za posnet. No, pa je bilo pol slabše, zdaj po teli potki naprej, tako da upajmo, da se razjasni, da bo sonček, če nimam sreče v ljubezni, dajmo reči, da bi jo vsaj prevremeno imel. Ljudje, sonček je. Sem srečal eno prijazno gospodično, mi je rekla, da tale špička na sred naj bi bila mala ojstrica, gre pa pot bolj tamle diagonalno, pa pol gor. Lejte, še bolj sonce sije, ejoj, to ljudje. Lejte, tle pa Kocbekov dom, do njega je 20 minutk. Moram še pogledat, bom videl. Zdaj že tuk stvari tle, da ne vem, se pravi najbrž ko že ojstrca, ta prava velika, je pa tamle gor od zadaj, ne. Ker ta je tudi na poti, tako da. Evo, zasuta pot, glede na to, da sem v nizkih merelkah, ne, moram paziti, da sneg noter ne dobim, to mi je tako zoprno, da je zaznort. Če dobiš kamen vržeš ven, sneg pa ne moreš, ker gre v vodo, ne. Evo, ljudje, osvojen nov 2000-ak, oziroma ni še osvojen, 4 metre gor moram narediti. Vesel, po eni strani, po drugi strani pa lejte, kakšna mega. 0 vidljivost. 0, no. To je pa škoda, če bi to se lepo posvetilo. Wow, kaj bi bilo dobro. Evo, zdaj sem pa tudi na vrhu. Ne bom sicer tle nekaj dolg cajt počival, pa meditiral, ker, lejte, nobene vidljivosti. Sem pa, veste, kaj pozabil? Rio Mare. Da bi jaz tle pojul Rio Mare, ne. Ljudje me kličejo Rio Mare turist, tako da moram to tradicijo držati, ne. Pozabil čist. Pozabil sicer ajt. Ne bilo glih prijetno, lušno je jaz na takamle vrhu, če je sonček, če je razgled, pa tudi tako da ajt. Drugič pa ne smem pozabiti, nič, zdaj pa kar počas dol. Tamle sem srečal 2 sledilca moja, sta mi povedala, kje naj grem, da mi ne bo treba tam nazaj hoditi, veste, do one kapele. Jaz upam, da se kaj ne zmotim, pa kaj ne zaje. Tako da, ja, sem malo se preoblečen, da ne bom prešvican in to je tu, pa gremo. Prej sem vam rekel, da vam povem še nekaj o obutvi. Lejte, jaz ne zmeram v teh nizkih merelkah. Zato, ker v teh nizkih je meni veliko lažje hodim. In pol me ljudje kurcajo, da ni to primerno obutev. Lejte, mi je pa glih par dni nazaj en pisal, da so neke raziskave delali ali teste, da je nizka
obutev primerna tudi za visokogorje. Glejte, zdaj takoj, ko bom tule nehal snemat, naredim print screen, da imam dokaz. Res, jaz v teh, ki so nizke, veste, kako je to lažje hoditi. Imam tudi ta visoke, ampak glejte, vse bolj zmatran, ker ni gležen tu gibljiv. In jaz imam problem z gležnom, ker sem bil 16 let star, ful zvil in nikoli pozdravil, ampak glejte, jaz si v teh merelkah nisem še nikoli zvil noge, ne. Ljudje mi pa tam, ko sem omenil veliki vrh, ne, imate link dol tle v opisu videa, kaj so tu ljudje skakali, da niso primerno obuta, pa pa tret, pa četrt. Glejte, te merelke so zakon, res so zakon. Edini problem je tamle, ki je bilo malo snega, ki ti gre sneg noter. To je edini problem, drugega pa ni in tu se hodi. Na Triglavu sem bil v njih, vse posod sem bil v njih, tako da... Vprašajte pa še koga, ker jaz sem svoje mnenje povedal, pa malo kar sem drugih slišal, ne, tako da... Tudi Tjaša je nekje, Tjaša je celo posnela nekje neki intervju z enim človekom, ki ful v hribe hodi, celo neko firmo ima s tem, ki ljudi vodi v hribe, pa je tudi povedal o obutvi, tako da... Ja, ponavadi so najbolj pametni tisti, ki sploh v hribe ne hodijo, ne, ker ena ženska je bila ful pametna, ne, pa sem rekel, gospa, a vi veliko v hribe hodite, da vse tako veste? Rekla, ne, jaz ne hodim v hribe, ampak... Ker so drugi rekli, da ste neprimerno obuti, pa opremljeni, se je tudi meni zdelo. Aha, sem rekel, fino, vidite, to je, Bog se usmilje tu. Neč, zdaj pa oblekel sem se, oziroma preoblekel, zdaj pa kar dol počasi. Ljudje, a je to mogoče? Sneg je začel padati, oziroma zmrznjen dež. Ja, malo sem se zgubil, ne, tako da zdaj treba pa čez takole hoditi. Tukaj pa po mojem že zelo dolgo časa ni noben šel, tako da... Ja, bilo kar zanimivo. Zdaj se je pa malo zjasnilo, ampak, glejte, jaz sem pot, ki sem šel prej, zgrešil. Pa tlej neka markacija, še eni ljudje grejo pred mano, tako da jaz bom kele dol prišel, celo bližnjica bo. Glejte, pogrem pa po tisti poti tamle gor, sem tamle videl gospo v rdečem, zdajle ne vidim ta trenutek, da gre tam, tako da mora biti to menda prava pot. To je da bom šel mimo tiste kapelce, no. Upam, da mi rata, da se nam kje zgubil. To me je malo strah, ker to se hitro naredi. Tole pa mislim, da je Kocbekov bivak, gor je pa tista kapela, ki sem si jo želel videti, ampak žal je to vse v megli. Je pa to zelo lepo za videti. Zelo lepo urejeno. Kamera bi tle polet, super. Tle še malo neke zatočišče bi rekel, tle pa ta kapelca gor. Gremo pogledat. Evo, to je pa ta kapela od blizu. Sicer v megli. Vsa čas, da so to naredili, če drugega cement je bilo treba gor prinesti. No, dol tale bivak. Dobro, da sem se zgubil, ker če se ne bi tega videl. Zdaj imam pa še 1-2 urce do avta ali pa še malo več, tako da bom pa kar gas nazaj, pa mot me, ker moram v hrib iti, ker švicam, ker sem se ves preoblekel, ne. Pa bom še to prešvical. Veste, kaj razmišljam? Kako bi bilo lepo živeti tukajle. Kaj bi tudi človek ustvarjalen bil za kakšno knjige pisati ali pa karkoli. Zjutraj vstaneš, greš na en hrib okoliški,
pol pa delaš, pišeš, noro. Od tukaj je še en križ, tle dol se spustiš, je pa ta ona kapela, drugače pa tiščim v hrib, molim Boga, da bo hriba konc, ker je, če vam po pravici povem, srce mi tako tolče, da mi bo ven skočil. Samo gledam tle na uri, je še na zelenem. Slišim ga pa, hlačen ratujem kot pes. In veste, da me bo tema ujela. Tema me bo ujela, zadnje pol ure po temi šel. Pa sem rekel, pa, tu bom jaz v Topolšici ob 4. Ko me zmeraj mene zajel vse skup. No, hlačen sem se odločil šel kar v McDonald'sa. Danes je še super sreda. To pomeni, da so popusti in dobiš Big Mac menu, ki ga zmeraj jesem, ta velikega, za 5,30 € ali nekaj takega. Tako da, veste, sem šparaven, ne, tako da, jaz če bom da kakšno žensko dobil, jaz se nam na drage večerje vozil. McDonald's ob sredah, pa nič drugače, tako da, ko v sredah je popustka, druge dneve je kar občutno dražji, ne, veste, vsak evro je treba gledati, ne. Mi je rekel moj prijatelj Aleksander Pokovec, da sem škrtuh. Ne bom naprej komentiral, poglejte pa podcast z njemu na mojem YouTube kanalu. Če gremo naprej, sem še kaj javil velikne, ker bo tema ratala, ne. Tlele celo malo zajlce, glede, tole vam hočem pokazati, glede, tole jamo. Vi najbrž ne vidite, se pa tam še kar nadaljuje, najbrž je sneg noter. In jaz sem se ponavadi čudil, ne, od kje imajo reke skozi vodo, ne. Tudi poleti taka suša, reke pa še kar nekje zvera, pa kar še je voda, ne. In glejte, to je zato, ker se v takih jamah nabere sneg in se pol še poleti topi, ne. Predvidevam, da je to, če kdo bolj pameten kaj jaz, naj on to pove. Še 5 minut do avta, pol pa proti Velenju, Topolšici, najprej proti Velenju McDonald's, pol pa na hiter, kakor bo še cajta, v Savnico, pa majčkeno zaplavati. Wow, kakšen fantastičen dan. Noro vam povem. Evo, ljudje, sem že v Topolšici. Bil sem v McDonald'su, Big Mac meni, tukaj sem bil lačen, da sem tudi posnet pozabil. Je bila pa kar gužva v Velenju, v McDonald'su. No, zdajle sem pa Savnico dal čez. Zdajle se pa majčkeno tlele pogrejem v zunanjem bazenčku. Pol na hiter malo zaplavam, namreč prišel sem 5:08, tako da do 9 je podprto, ne. Nimam buh ve kaj cajta. Pol pa še na kratko na Savnica, tako da super, veste, kako tole paše. Savna po hribih, ne, ker veste, v hribih me je malo zmrazlo, ne. Jaz, ko sem v savno prišel prvih 5 minut, lahko rečem, ali pa saj 3-4, je bilo tukaj, da me je nehalo zepst. Ne, saj veste, v savni pol na tisti vročini, če bo kdo rekel, da je tu ful prijetno, pol, ke že na 10 minut, 15 noter ni, ne. Na začetku, ko pa prideš premražen, je pa tu nekaj najboljega, tako da škoda, ke imam sam manjka urca cajta, ampak bom maksimalno izkoristil. Če se bo le dalo, če ne bo ljudi, vam še malo bazen posnamem, pa tako naprej. Notranji bazen pa glih praznajo, tako da lahko ga posnamem, bom vedel, če ne bo ljudi. No, takole izgleda pod odzunaj, ne. Pa veste, kaj je tukaj najbolj fora, ki je ful topla voda, ne. Tle zadaj so eni tujci, so dve majhne punčke, seveda ful gledam, da niti kamere po njih obrnem. Me pa zanima, kaj bi si ljudje mislili, če bi tle mene zdaj en prijavil, da otroke snemam, ne. Vsi bi rekli, sigurno je nekaj na temu, ne more biti nič kriv, ne. Ejte, na misel mi ne pride. Ampak tako sprašujem se, ker to se bo lahko enkrat naredilo, ne. Saj
ne, tu zdaj se ne ve, ali imam prednjo, ali imam zadnjo kamero, ali kako, tako da. Ja, jaz sem hotel tule pokazati, ne, lepo. Zdaj grem pa noter, ke me zebe, zdaj grem plavat. Približno polovico sem pokosil, glejte, to je pokošeno, lepo pokosil. No, zdaj se mi je pa kosilnica uničila, glejte, tlele je tole šlo, se lahko not utaknem, pa gre nekako, sem, glejte, ta kolu pol, v bistvu ta kolu nima funkcije, ne. Zdaj, če bi jaz tu za očeta kosil, ne, veste, kaj bi oče rekel? Da sem tu zanalašč naredil, zato da ni treba kositi. Ima še kdo take starše, ki bi tako rekel? Moj oče je tu zmeraj tako rekel. Nisem nikoli nič zanalašč pokvaril, ampak sem bil pa kdaj vesel, ko se je kaj pokvarilo, da ni bilo treba delati, ampak tu, ko sem bil otrok. Zdajle sem tu fejst slabe vole, ke ne morem normalno pokositi, bom pa šel naprej. Tole mi je drugače pa popravil Silvo Oven, moj prijatelj. Spet se bo drl. Spet mi take stvari nosiš, ke jih ne maram delati, ke noben drug noče. Saj verjamem, da je tole zakomplicirano, tako da če imate kakšen hud problem, kar se tiče železom, Silvo Oven je pravi naslov, oventura.si. Car vseh carjev, res. Pa tudi poglejte si najine videe. Veliko zanimivih. No, če točno ne veste, kdo je Silvo Oven. Silvo Oven je ta, ke z mojim bivšem hodi na zmenke. Pa sem mu majčkeno sem ga nadrl, sem rekel: Silvo, pa kako tu hodiš ti z mojim bivšem, ne? Pa se je kar malo smehljal, no. Pol sem šel pa z eno njegovo prijateljico na kavico. Je pa kar nekaj noro, tako da on misli, da lahko z mojim bivšem hodi na zmenke, jaz pa ne smem na kavico z njegovim prijateljicam. Kaj mislite o tem? Dajte malo v komentar napisati. Evo, zdaj mi gre košnja tudi tle, počasi proti koncu, ampak veste, kako se matram. Veste, kako se matram, ke mi tu skozi ven skače. Glejte, vam bom pokazal, ne. Glejte, da jaz to tlele naslonim, da vam lažje pokažem. Glejte, ne, vidite, tule ven skače, ne, ker se je tukajle zlomilo, ne. Vidite, če bi proizvajalec dal tukajle tole, glejte, če bi dal 2 milimetra večji fi, ne, glejte, sem gradbeno delal, sem prepričan, da bi se tu ene 3-krat manj možnosti je, da se, ali pa 3-krat kasneje bi se zlomilo, ne. In zdaj moram jaz tu na vsake toliko cajta, ne, tle naštelati, not poriniti, na vsake 2 minute, ne. Drugače pa, glejte, tlele sem še tale del imam, saj se bom kar hecal še s temle, tle, ki je pa še malo tle okoli grmoja, pa tu, ne. Glejte, se spomnite, ke so včasih imeli tiste IMT traktorje, ne, so jih včasih imeli, še zdaj jih imajo, ne. Tu so 50 let in več stari pa delajo. Zato, ker so včasih tu majčkeno bolj naredili. Glejte, tele kosilnice čez 50 let ne bo noben več uporabljal. IMT traktorje pa uporabljajo še zdaj, pa še 20 let jih bojo nekateri. Imam prav ali nimam? Napišite v komentar, no. Zdaj razmišljam o tej slabi kvaliteti. Vse, kar danes naredijo, danes je vse, kar naredijo, je slabo. Včasih je bilo vse bolj močno, tudi težje, ne, ker je bilo več materiala. Danes pa šparajo, pa da ti čim dražje prodajo, pa da čim prej novo kupiš. Glejte, tole kosilnico, če jaz ne bi imel prijatelja Silvata, bi se verjetno naredilo že ta prvič, se je že nekaj takega naredilo, nekaj zlomilo, se ne spomnim točno kaj, ke se ni meni, se je sodelavcev, pa je Silvo popravil. Prijatelj Silvo, dobro, da ga imam. Če jaz ne bi imel prijatelja Silvata, bi verjetno že takrat, ke se je ta prvič tisto zlomilo, morda bi servis koštal pol toliko, kakor košta kosilnica, verjetno, da bi, ne. Ali bi pa kar rekel,
vi tule kar na odprt peljte, ker se ne splača, je bolj novo kupiti, ne. In vidite, jaz se zdaj sprašujem, ne, tukaj je zadnje cajte govora o ekologiji, ne. In veste, tisk najbolj govori o ekologiji, pa ke se kakšne firme celo v reklamah uporabljajo. Mi smo okolju prijazni, mi delamo za okolje, mi delamo za to. Lažejo. Lažejo kot ciganje, lažejo. Ne, če bi bilo njim kaj za okolje, ne, zdaj, glejte, to je tudi okoljski problem, ne. Vsako stvar, ne, če bi bilo, ne vem, tudi pralni stroji, včasih so za 30 let bili. A je zdaj še kakšen pralni stroj za 30 let, dajte vi to meni povedati, če je. Bom jaz povedal. Ni. In ja, glejte, vsako tako stvar je treba na odprt dati. In s tem onesnažujemo naše okolje, ne. Mi bi naše okolje najmanj osnaževali, če bi stvari delali take, ki so jih včasih delali, da bi zdržali 20-30 let. Da pralni stroj, pa vse, pa pomivalni, pa vse smo imeli doma pomivalni stroj, sej je zdržal, pa sej moram reči, lejte, je zdržal. Je zdržal več kot 20 let. Ja, ampak zdaj, ko smo pa novega kupili, pa vprašanje, koliko cajta bo zdržal. Me prav zanima, koliko cajta bo zdržal. No, in lejte, tu je vse onesnaževanje okolja. Vse. Pa da ne bi zdaj slučajno kakšna firma, ki toči pijače, ki proizvaja pijače v plastenkah, da bi se kje hvalila, da so oni za okolje. Oni bojo okolje zasvinali, seveda posledično mi, ki plastenke kupujemo. Jaz jih kupujem čim manj, da se jih da. Čim manj, ne. Se pol hvalijo, smo naredili plastenko, ki je manj plastike. Ja, saj to je nekaj, ampak še zmeraj ste vi tisti, zakaj ni to v flašah. Ali pa ne vem, kako drugače, nekako je to treba rešiti. Ne samo v teh plastenkah bomo crknili. Drugače pa lejte tudi avtomobile, ne. Meni je rekel moj mehanik, je rekel, veš, zdajle, če ti dizla kupiš, tu vse crkuje. Vse po vrst crkuje, ni važno, katera firma. Zato, ker stiskajo z ekologijo, pa morajo pol, ne vem, koga narediti, čim manj kubikov, čim manj vse, in tu crkuje. Crkuje in jaz ne vem, kakšen avto kupiti. Veste, kakšen avto bi jaz kupil, če bi ga lahko kupil? Jaz sem imel Peugeota 306. Prvega sem leta 2001 kupil, drugega pa 2005 rabljenega. In ta drug mi je naredil 350.000 ali 370.000 kilometrov. Čakajte, sem mačken pavze, ke me roka boli. Evo, nadaljujem, sem si mogel malo roko spočeti. No, in veste, kaj bi jaz zdajle kupil, če bi lahko kupil avto? Tistega Peugeota 306, letnik 2003, mislim, da so jih 2000 začeli delati, pa veste, ta prva serija je zmeraj malo slabša, fino je pol ta druga serija, ki malo napake pogruntajo. Jaz bi tamle Peugeota 306 2005 letnik bi ga kupil in sem ga pripravljen plačati 20% več, kakor vse podobne avtomobile, zdaj, ki so na trgu, v tem rangu, ta razred. 20% več sem pripravljen plačati, zato ker vem, da je to daleč boljše avto, kot vse, kar delajo zdaj. Vse, kar delajo zdaj, je sranje, po domače povedano, sranje. Evo, moj Mercedes, sedež se je čez jebal. Zato, ker je slabo narejeno. Tisti Mercedes, ki so ga naredili pred 20 letom, se to ne bi naredilo. Ne? Sigurno se ne bi. To je zdaj, vse je slabo. Slabo. In jaz bi kupil unga Peugeota 306, letnik 2005, pa 20% bi ga več plačal, ker zdaj v tem razredu avto, ki je nov. Pa ne rabim vse tiste neumnosti, milijon knofkov pa ekran.
točno tak je bil. Pa tank je mu 60 litrov in sem naredil 1200 km z enim tankom. Tako da, ja, to je to. To je to, tako bi jaz to. Evo, po košenju trave in po pici sem šel zdaj pa na bazen. Tale zunanji bazen, vam povem, topla voda, vrhunsko. Bil sem že eno rundo v Savanci, pa še bom šel. O 5:30 sem prišel, tako da nas bom 3 ure pa pol užival. Ljudje, to je en sam užitek, vam povem, tako da boljš ne more biti, res ne.